smo Panonska vas, turistično naselje z 10 hiškami, ki so grajene po starodavnem izročilu, so krite z trstiko. Notri imamo pohištvo iz masovnega lesa, narejeno je bilo posebej za naše hiške. EU Ecolabel oziroma Ekomarjetico smo prejeli pred 3 leti. Zadnje čase je to precej popularno, tako med turističnimi namestitvami kot tudi med samimi gosti. Gostje začnejo ceniti, se pravi, upoštevajo to, da varčujemo z vodo, varčujemo z energijo, z elektriko. Recimo v apartmajih imamo narejeno tako, da se v bistvu voda po 30 sekundah sama izklopi. Prav tako recimo smo rešili problem z klimatskimi napravami tako, da ko je klima priklopljena in se odpre okno ali vrata, se klima sama ugasne. Nadgradili smo vse skupaj tudi s tem, da smo v lanskem letu prejeli še Slovenia Green Accommodation certifikat. To se posebej lepo vidi recimo pri gostih iz tujine, ko preko bookinga rezervirajo pri nas in jim to pomeni neko dodano vrednost. Se pravi, zato so pripravljeni plačati več, pričakujejo nekaj več od nas, vejo, kaj pri nas dobijo in tudi sami k temu stremijo. Že od samega začetka postavitve Panonske vasi, že v procesu gradnje smo v bistvu razmišljali, da bi čim bolj zeleno, da bi čim bolj uporabili trajnostne vire, obnovljive vire. Hiške so grajene z slamnato streho, v notranjosti so glineni ometi. Vse skupaj je torej že od začetka nakazovalo na to, da bo čim bolj trajnostno usmerjeno. Tudi naši gostje recimo so v bistvu takšen tip gostov, da zjutraj vstanejo, opravijo pri nas zajtrk. Pri zajtrku v bistvu smo se povezali z lokalnimi kmeti, dobavitelji in imamo vse čim bolj domače, vse je iz ekoloških kmetij v naši bližini. Potem pa grejo naši gostje naprej ponavadi, ko je lepo vreme, kolesariti ali pa kam v naravo. V Kozolcu od zadaj imamo poroke, pač tudi zajtrke, gostimo tudi različne kolonije. Trenutno imamo 6 akademskih slikarjev, ki notri v Kozolcu slikajo z našimi zaposlenimi, z težje zaposljivimi invalidi ter Romi. Jim kažejo pač, kako se slika, kakšne so skrivnosti slikanja.